Danes se bomo pogovarjali o pogumu in jutri se bomo pogovarjali o svobodi. In vsaka od teh 4 velikih tem je ena izmed tem v trikotniku in preostali 2 sta vedno umetnost, ker smo vendarle umetniški festival, in pa novi oziroma zdaj niso več tako novi korona oziroma post-korona časi. Tako da vsak pogovor je neka dialektika med temi 3 temami. In današnji pogovor bo o pogumu. Upam, da bo debata pogumna. Ful sem vesela današnjih sogovornic. Naša stalna spremljava je moderator Grega Ulen. Danes pa sta z nami Tjaša Pureber in Katarina Stegnar. Obe tudi nekako sopotnici festivala Mladi levi in pa del scene, ki jo mi živimo in jo poganjamo skupaj. Obe sta bili zbrani z razlogom za temo pogum. Jutri pa vas vabimo na pogovor o svobodi, kjer bosta se z Grego pogovarjala Milo Rau in pa Bojana Kunst. Moram pa opozoriti, da se bosta z nami pogovarjala prek ekrana, sicer v živo, ampak prek ekrana. Bomo poskušali organizirati tako, da bo izkušnja vseeno čim bolj živa oziroma vsaj čim boljši približek živosti. Vabim vas seveda tudi na vse druge festivalske prireditve. Danes jih je ogromno. Takoj, ko končamo, bosta na voljo 2. Prva je Iskre v ŠD Tabor do 7 oziroma malo potegnemo čez 7 za obiskovalce debatne kafane. Je še inštalacija Pometeno pod preprogo in pa potem danes še 2 predstavi, ena na odprtem odru in pa v Elektrarni. Vabim pa vas tudi, ker smo debatna kafana, da se prijavite na kavo, strežemo turško oziroma bosansko kavo. Tamle zadaj se že kuha, lahko se oglasite zadaj, lahko pa pogledate okrog, ker prve kuhane kave že potujejo na prizorišče. Hvala, da ste z nami, zdaj pa se umikam in dajem besedo. Hvala. Hvala. Jaz bi prvo povabil k besedi Katarino Stegnar, ki je igralka, performerka, raziskovalka, intelektualka, aktivistka, ki v slovenskem gledališču deluje že več kot 2 desetletji. Zlasti na neodvisni sceni je vidna članica platforme Via Negativa, pa kolektiva Beton recimo. Redno pa tudi sodeluje s slovenskimi institucionalnimi gledališči. Od leta 2014 je zaposlena v Slovenskem mladinskem gledališču. Igrala pa je tudi v filmih, prejela veliko nagrad in predvsem v zadnjem koronskem času recimo je bila vidna tudi v javnem prostoru še veliko bolj z pogumnimi intervencijami. Prosim. Dober dan vsem. Jaz si želim, da bi ta debata res bila potem pogumna, da bi se upali kaj vprašati in da bi se mogoče tudi upali malo sprovocirati drugega. Jaz, ko sem začela razmišljati o tej osi pogum, korona, upor, umetnost, sem v bistvu mogla v Fran pogledati sploh, kako je pogum definiran. Ker mi občutek govori, da pogum per se ne obstaja, da samostalnik nima mesta v slovarju, ampak da je pogum definiran samo skozi kontekst, samo skozi okoliščine in to kot pridevnik. Pogumna, pogumen, pogumno, pogumni. Hkrati se mi pojavlja tudi ta lep dualizem pogumen, neumen in pa pogumen strah seveda. In pogum je definiran kot pripravljenost storiti kaj kljub težavam, nevarnostim. Se seveda lahko takoj vprašamo, kaj te težave in te nevarnosti so. Zdaj pa, ker gre tudi za pogovor o umetnosti, se bom samo na hitro navezala na umetnost, pa potem kasneje vrnila do umetnosti. Umetnosti je pogum imanenten, tukaj sem porabila ta samostalnik, to se pravi, ne, umetnost mora biti pogumna. To se od nje pričakuje in zahteva, od razkrivanja različnih tem do raznovrstnih transgresij, ki so v bistvu v sodobni umetnosti pravzaprav prakse. Pogumno je v bistvu struja umetnosti in ima kot taka pač tukaj problem. Zaradi tega, ker počasi implodira to samo vase. Ker pogumna umetnost ima kontekst tega, da je umetnost in ta kontekst je pričakovan in zelo realen in bolj, ko se trudi preseči ta kontekst, bolj van ga implodira.
Zato, ker je vse fake, vse je umetno, vse je simbol. In zdaj korona čas, mislim, da bi rabil en test za pogumno, da bi se morali vsi hkrati testirati za COVID pogum in ugotoviti, če imamo protitelesa za pogum in če je količina zadostna, da si lahko po 14 dnevih pogumske karantene osvobojen strahu pred pozdravljanjem in kihanjem in osebnimi stiki in dogodki žive umetnosti. In si imun na lasten strah in pa na medijsko napihnjene neumnosti. Naj NIJZ, jaz predlagam tako zelo dobrohotno, naj testira cel narod, naj da fake teste, naj bo nek placebo tle v igri in naj nam pove, da smo pogumni in da zmoremo. Ker najbrž stvarni pogum, pogum najbrž ni stvar tako hipne odločitve, lahko zase rečem zdaj, ker seveda tega nimam, ne, da bom najbrž preživela COVID, tudi če ga staknem. Ampak se pa v živo spomnim debate, ki sem imela s prijateljem, ki je kronični bolnik in je COVID zanga dejansko realna nevarnost, da se je mogel v nekem momentu racionalno odločiti, da ga ne bo strah socialne distance in s tem fizične bližine, da ne pristaja na strah kot na konstanten življenjski kontekst. Mogoče zanga obstaja samostalnik v slovarju pogum. V zadnjih 3 mesecih sem se pa sama znašla v parih kontekstih, v parih situacijah, ki so preizkušale moj pogum, v bistvu pravzaprav strah, in hkrati so pokazali nevarnost diskreditacije umetnosti in umetnikov v kontekstu realnega. Kontekst poguma in kontekst realnega, predvsem telesa, kontekst umetnosti, kontekst kapitalizacije prav tega istega poguma. In naj začnem s kontekstom realnega. In naj začnem s svojimi realnimi strahovi. Če lahko analiziram svoje aktivistično udejstvovanje, me je v bistvu 2 stvari strah. In sicer ena je kostumografija in druga je biologija. Ko se peljem skupaj z Antifa blokom iz čistega mira v organiziran trop kolesarjev skoč 2-metrski plus Robocop, cilja na najšibkejšo gazelo in nisem več na Prešercu, ampak sem sred BBC-ovega dokumentarca, kjer se stari Richard ne vmešava, ampak komentira: poglejte, kako skupina kot roj insektov zaščiti svoje. Vsi se bodo ustavili, eden se bo vrgel levu pod noge, ostali kričijo, da se lev zmede in gazelica je rešena. Pogum v organizaciji, pogum množice, pogum zaupanja v tovariše. Mislim, da bo Tjaša imela ene par iztočnic tukaj potem kasneje. Drug tak primer tega aktivističnega gibanja je bilo preskakovanje ograje, kjer se jaz držim in si ne upam čez. Zihar enega dojenčka peljejo. Falanga s to svojo kostumografijo me straši. A se sliši? Počakam. Ok, to se pravi primer ograja. Ograjo se je preskočilo, jaz se je sama držim in si ne upam čez to ograjo. Falanga s svojo kostumografijo me straši, strašijo me velika telesa, strašijo me čelade, pendreki, solzivc, črnina, čeprav sem tudi sama večinoma oblečena v črno. In kaj naj jaz s svojimi 50 kilami proti nekom, ki jih ima 100? In pač ostanem za ograjo. Ko berem ustavo, a me ta ščiti. Ubogi goloroki protestniki s knjigami v rokah in spet predstava. Kordon, megafon in moment, ko si začnejo gor dajati te čelade, ko pade povelje. Malo mi je slabo, ampak ne grem z Trve republike, pač obstaja nekaj, čemur se reče peer pressure. Ne bom jaz največji zajec. In kontekst mojega šibkega telesa je tak, ki bi lahko bil usoden. In tukaj se ne pretvarjam, tukaj ni fejka. V teoriji vem, kakšna je šibkost mojih kosti in jaz se bojim nepovratnega, bojim se, da se mi bo kaj zgodilo. Lahko pa kričim veliko glasneje kot oni in lahko vrtim gobec. In tokrat in ne edinokrat spet za ograjo, ki nas tokrat ščiti, izvadimo svoje bazuke, to so besede. Zdaj si zajec upa povedati volku vse, volk se umakne. Besede bolijo, zato ker preskakujejo kontekste. Ti ljudje niso več robokopi, ampak se nenadoma očetje, sinovi,
žene, možje in tega svojega drugega konteksta se tudi v tej svoji kostumografiji zelo dobro zavedajo. To je ta bil realni kontekst. Zdaj, drug kontekst, ki ga jaz vidim, je kontekst umetnosti oziroma temu jaz rečem kontekst nage babe. Prej sem omenila diskreditacijo umetnosti, čeprav gre v tem kontekstu za diskreditacijo nosilca poguma, to se pravi nosilca umetniške geste. In če lahko to razložim na primeru druge akcije za kulturo, ko smo umetniki odlagali svoje rekvizite pred Ministrstvom za kulturo, sva midva z mojim partnerjem Primožem zaporedno odložila svoje oblačila v znak upora. In tukaj poteka moje mišljenje na dveh vzporednih nivojih, zaščitene umetnosti in nezaščitenega umetnika. To se pravi, jaz v gledališkem kontekstu nimam nobenega problema z goloto, ker me ščiti gledališki kontekst. Ščiti me nekaj, čemur se strokovno reče preksvetna identiteta. To pomeni, da na odru nikoli nisem jaz in nisem dejansko zavezana svoji identiteti, svoji odrski identiteti. Ščiti me fikcija. V realu me ne ščiti nič. In zdaj verjel temu ali ne, jaz imam problem s svojim polgolim telesom biti na ulici. In nič lažje mi ni tega narediti kot navadnemu državljanu. Hkrati pa me ta kontekst umetniške identitete jebe v glavo. In povedala zakaj. Zaradi tega, ker je moje dejanje je zreducirano in zbanalizirano, zato ker to gesto že tako velikokrat počnemo v gledališču. Zame je to kot gesta enega normalnega delovnega dne. In tako je vsaka moja akcija brana skozi umetnost in ne skozi kontekst realnega, dokler pač ne pridemo do neke zelo radikalne akcije oziroma zelo radikalne potrošnje. O tem bom malo kasneje govorila. In tukaj v bistvu po tej akciji so privzeli ali pa aproprirali dva konteksta. Ne. Slišala sem od par svojih kolegov, ki sem jih jaz takrat pozvala, da naj se tudi oni slečejo v znak kolektivnega in so rekli, da tega niso mogli narediti, zato ker imam jaz pač perfektno telo in bi oni pač izpadali vsi grdi zraven mene. Kar mi je zelo smešen, medtem ko recimo Nova 24 ur me je pa napadla, da pa si bi ja lahko privoščila plastično operacijo, ker imam pa res veliko celulita narediti. Tako da tukaj smo v kontekstu nagih bab. In ker smo pač umetniki samo otroci, sami neki norci, ki smo poredni in se nekaj važimo, ne moramo zares protestirati, ne moramo pokazati svojega poguma, zato ker je to del našega miljeja. Medtem ko pokaže rit neonacistom učitelj, je to problem. Ne. Mogoče bi bilo bolj, če bi bil on učitelj likovnega pouka, ne. Potem bi imel to dvojno vlogo. In včeraj je Boris Nikitin v eni zelo dobri predstavi v poskusu umiranja rekel, da je resničnost propagandni produkt. In v tem smislu pridem do nekega razmišljanja, ki kaže na nek konflikt interesov. Zato, ker res lahko v vsakem momentu rečem, da je moja gesta umetniško delo. Zato, ker sem umetnica in me kot tako in mojo svobodo ščiti ustava. In po preproščenem kontekstu branja ustave čutim, da sem hkrati privilegirana in hkrati sem diskriminirana. Ne morem imeti dvojnega ustavovljanstva. Ne morem biti državljanka in umetnica. Sem lahko samo državljanka ali umetnica. Oboje pač ne gre. Ne. In če lahko zbiram. In tle sem, v bistvu sem prav tako razmišljala, a ne bi si vsi morali deklarirati za umetnike in tako biti v bistvu na nek način bolj zaščiteni, kot smo, kot državljani. In tukaj pridemo do radikalne potrošnje oziroma do momenta, ko protest ali pa protesti presežejo kontekst simbolnega in stopijo v radikalno političen kontekst, v kontekst realnega. Se pravi, da spet naredimo en krog. In kdo lahko reče, da gledovna stavka tudi umetnika ni nekaj absolutno realnega, da samozažig ni realen, da množice, ki vztrajajo na ulici, niso realne, da granitna kocka ni nekaj zelo realnega, da ena zelo lepa beseda, ki se reče defenestracija, ni nekaj zelo realnega. In kaj bi morali narediti, da bi šli v kontekstu karnevala, to se pravi v kontekstu simbolnega gledanja, v bistvu gledanja na upor kot na umetniško gesto, ne pa na državljansko gesto. In zdaj imam tukaj eno provokativno vprašanje, ki bi ga potem se rada z vami pogovarjala, če je lahko v kontekstu umetnosti vojna ultimativni performance. In zdaj, če zaključim to svoje izvajanje, kot sem se naučila zadnjič to besedo, je hkrati s pogumom in strahom vedno obstaja strah, da bo nekdo kapitaliziral protestniško gibanje.
da se pogum uklanja preračunljivosti, načrtu ali pa politiki. Da je dobiček kontekst, ki ga lahko dobiš iz poguma, da imaš nek osebni kapital, neko referenco in tukaj so očitki jasni in mi je zelo žal, da ni zdaj tukaj Moanisa Sinanoviča, s katerim bi se zelo rada pomenila o tej temi. In zdaj, če se vrnem na začetek, na pogum in na biološko reakcijo, na ta flight or fight, v katerem se znajdeš, ko prideš v neko stresno situacijo, je najbrž to del genetskega make-upa posameznika, kako bo reagiral, kot nivo tolerance do agresije in do avtoritete. Ampak to je nekaj, kar bi po mojem, na kar bi bilo vsekakor treba razviti proti telesa. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa k besedi vabim še Tjašo Pureber, ki je diplomirana politologinja in raziskovalka sodobnih družbenih gibanj. Opravlja doktorat iz sociologije kulture, vrsto let je delovala v novinarstvu, sodeluje s številnimi organizacijami v kulturi, med drugim bi omenil Zavod Bunker. Trenutno je vodja odnosov z javnostmi gledališča Glej. Bila je tudi članica vrste komisij in strokovnih skupin na Ministrstvu za kulturo in Mestni občini Ljubljana. Prav tako pa je angažirana aktivistka. Najlepša hvala. Hvala, Katarina, za super iztočnice. Jaz bom v bistvu začela z vprašanjem vsem vam. Česa vas je strah? Lahko tudi brez mikrofona bom jaz ponovila. Kač, ok. Ja, tudi mene. A še česa drugega? Pajkov, višine, a ima kdo kaj, kakšne take stvari? Ok, kaktusov? Zujfa? Ok. Dobar, sej, veliko je teh strahov, ki jih imamo kot posameznice in posamezniki. Mene je strah policije. Ker je za anarhistko, aktivistko, ki se zelo pogosto srečuje z njimi, pač kar zoprna anksioznost. Ampak mene je strah vsega. Mene je strah pendrakov, zaradi tega, ker bolijo. Strah me je tirgesa, strah me je v bistvu učinka, ki ga ima ta bojni živčni plin na človeka, zaradi tega, ker zelo peče. Strah me je šok granat in stampedov, ki ga policija povzroča z njimi. Strah me je tega, da bom mogla potiskati voziček tovariša, prijatelja, prijateljice, ki je pač ohromel zaradi policijskega nasilja. Strah me je, da bom mogla pokopati tovariša, še enega, ki je bo padal pod policijskimi kroglami. In vsakič, ko grem na protest in zdi se mi, da si vedno pač zamislim najslabši scenarij, kaj vse bo šlo lahko narobe. In glede na to, da lahko verjetno na prste ene roke preštejem proteste, na katerih nisem bila v zadnjih 10-15 letih v Sloveniji, si najbrž predstavljate, da to pomeni, da moram zbrati vsakič znova zelo veliko poguma, zato da se sploh pač pojavim na ulici. In o tem sentimentu v bistvu želim govoriti danes. O pogumu povsem običajnih ljudi. Tistih, ki nismo v najboljši formi, ki ne znamo, ki ne obvladamo najbolj borilnih veščin, ki smo na vrhu mosta, ne kričimo, koliko je življenje lepo, ampak smo malo tako, tega me je malo strah, ki mogoče na nek način skozi življenje potujemo z enim ogromnim številom anksioznosti, negotovosti in v bistvu ne glede na to, nekako stati ob strani, biti zaprt v neko lažno skupnost dveh, v privatno življenje enostavno, ko smo soočeni pač z vsemi zatiralskimi pogoji, v bistvu, ki nam jih kapitalizem ponuja, enostavno ni opcija. Mislim, da je zelo pomembno se zavedati, da vse stvari, ki jih danes imamo za samoumevne, pač niso naravni pogoj človeštva. To, da imamo kot ženske pravico do kontracepcije v Sloveniji ali pa do splava, vprašanje sicer koliko časa še, ali pa približne svobode govora, neko poljavno zdravstvo, 8 pa velikrat tudi 12-urni delovnik, pa recimo pravico, da volimo Janeza Janšo vsakih nekaj let in smo potem zelo nesrečni zaradi tega. Vse to pravzaprav je rezultat enega poguma ljudi, ki so pač prišli pred nami. Plod nekih radikalnih konfrontacij,
In pa tudi pravzaprav poguma vseh tistih, ki so tvegali ogromno za to, da pač so dosegali spremembo v svetu, v katerem živijo. Mislim, da je zelo pomembno, da se v teh dneh spomnimo 30 let 20. stoletja, ko so številni španski borci tudi iz tega prostora v bistvu se pridružili mednarodnim številnim tudi anarhističnim brigadam v španski državljanski vojni, tvegali vse, preden je bilo to zares popularno se boriti proti nacizmu in pač odšli v boj, vedoč, da se verjetno ne bodo vrnili. Zdi se mi, da je zelo pomembno se spomniti na vse naše babice in detke, ki so leta 41 ali pa še kakšno leto prej, ne da bi vedeli ali pa imeli kakršenkoli garant za to, da bo pač na koncu antifašizem zmagovalna opcija, ponovno tvegali vse, odšli v gozdove, se pridružili partizanskemu boju. Zdi se mi, da je pomembno se spomniti tudi vseh tistih, ki so v zadnjih letih odšli v Rožavo. Številni se od tam tudi niso vrnili, ker so tvegali vse, ker so tvegali svoje življenja, ker so tvegali vse za ideal svobode in neko utopično drugačno družbo. In zdi se mi pomembno, da se zavedamo, da v času korone in mogoče sicer ne v Sloveniji, ampak zagotovo pa recimo v Združenih državah Amerike po umoru Georgea Floyda strani policije, ko so se na ulice podale množice in ustvarile ustajo, ki je verjetno primerljiva samo z 60 leti 20. stoletja, da to v državi, ki v resnici, kjer je ogromno ljudi izven zdravstvenega sistema, kjer če dobiš korono, pa tudi če si relativno mlad, to lahko pomeni smrtno obsodbo zate ali pa za ljudi, ki so ti blizu. Ljudje vseeno množično vstopajo v to družbeno situacijo, ker enostavno, oziroma da rečem drugače, v to množično situacijo so recimo anarhisti v Združenih državah Amerike vstopili pod sloganom, da je za nekatere stvari v življenju pač vredno umreti. In to ni bila samo pač propagandna puhlica, ampak je bila dejansko realna oziroma je še vedno realna situacija. Zdaj, ko pogledamo zgodovino, vemo, da pač zgodovina vedno piše samo herojske zgodbe. Govori o rešiteljih, govori o herojih, govori o tistih, ki bodo pač za magično paličko pač prišli ali pa so prišli in razrešili pač neke temeljne družbene kontradikcije. Zdaj, danes vemo, da nadmoč zagotovo pač nima enega fokalnega pointa. Ne združuje se zgolj v nekemu predsedniku vlade, ampak se združuje v celotni državni strukturi, ki zatera na mejah, ki zatera in odreže ljudi od nekih socialnih transferjev in ki v bistvu pač svojo moč ohranja z represijo. In zaradi tega, če se zavedamo, da pač ta moč, da niti ne omenjamo seveda moči kapitala in ostalih struktur, ki zaterajo po rasnih, spolnih in ostalih trajektorijih, je seveda pač dejstvo, da je zelo naivno pričakovati, da bo ta pogum skoncentriran v nekih posameznikih, ki bodo v bistvu vse te omenjene kontradikcije razrešali. In zaradi tega se mi zdi pomembno, da ko govorimo o pogumu, da se zavedamo, da pogum v resnici ni ali pa ne more biti stvar posameznika. Kot prvo, mislim, da je pomembno ovreči tezo, da so pogumni zgolj ljudje, ki so izgubili vse. Skratka, da tukaj mora biti neka osebna psihopatologija, češ, ubili so mi sina in zato se kot mama temnopoltega moškega recimo borim na ulicah v ZDA, ali pa vzeli so mi prebivališče in zato se kot staroselka ali pa staroselec na vse pretege borim proti zateranju. Jaz mislim, da pogum posameznika pač ne izvira iz teh osebnih travm, ampak je lahko tudi povsem racionalno odločitev in prepoznavanje, da v nekaterih družbenih situacijah pač je pomembno tvegati. In kaj mislim s tem, da stvar poguma ne mora biti stvar posameznika? Dejstvo je, da v situaciji, kjer se borimo proti kapitalu, proti različnim oblikam zateranja, proti državi, je riziko upora za posameznika izjemen. Je v bistvu ta riziko prevelik. Ne samo, da lahko izgubimo službe, neke družbene pozicije, zdravje, lahko izgubimo življenje in to se ponavadi pač potegne za sabo ne samo nas same, ampak tudi naše partnerice, partnerje, prijatelje, družino. In zaradi tega v bistvu ta riziko upora, po mojem, lahko nosi samo pač skupnost. Samo ta kolektivni pogum je v bistvu na nek način tisto, kar lahko riziko procesira, v bistvu neutralizira, sprejme, zdrži. In zaradi tega se mi zdi, da
je treba v bistvu zgodovino, pa tudi sedanje, dekolonizirati diskurza individualnega herojstva in jo v bistvu namesto tega pisati kot zgodbo poguma skupnosti. In če sprejmemo tezo, da je pogum v resnici vpisan v družbeno tkivo posameznikov na način, da v bistvu je vpisan v družbene vezi, mreže, strukture, gibanja, ki jih pač gradimo, se mi zdi pomembno vprašati, kaj so ti mehanizmi, ki na nek način ljudi opolnomočijo, da smo lahko pogumni. Se pravi, v bistvu se moramo vprašati, če sprejmemo, da je pogum funkcija kolektivnega konteksta, potem se moramo pač vprašati, kakšne pogoje moramo zgraditi za njegovo realizacijo. A mogoče poznate tisti rek, ne vem točno, kako gre, ampak nekaj v stilu, najprej so prišli po Jude, pa sem bil tiho, ker nisem bil Jud, pa potem so prišli po geje, pa sem bil tiho, ker nisem bil gej in tako naprej. Jaz sem imela zmeri ful težave v bistvu s tem izrekom. Zaradi tega, ker se mi zdi, da v trenutku, ko štartaš, da je stvar poguma in stvar upora to, da v bistvu čakaš, da bo tvoja lastna identiteta ogrožena in ne zmoreš v bistvu sebe prepoznavati tudi v boju in trpljenju drugih, v resnici pač izničiš možnost solidarizacije z ljudmi. In zaradi tega se mi zdi povedano drugače. Ne rabimo biti preživeli osebki iz holokausta zato, da smo antifašisti. Vseeno smo lahko antifašisti in se solidariziramo z vsemi preživelimi, tudi če te lastne izkušnje nimamo. Ker tukaj v bistvu v konvergenci teh bojev, ko organiziramo neko lastni radikalni subjekt, se mi zdi, da pač potem lahko dejansko vstopamo v solidarnostne strukture z vsemi ljudmi, ki morda niso toliko privilegirani v tej družbi, kot smo nekateri izmed nas. In mislim, da je tudi pomembno, da se vprašamo, kaj je torej potrebno za solidarnost, ki omogoča pogum. Zdaj, jaz mislim, da pogum ni vedno samo militantna konfrontacija. Tudi je, absolutno, ampak mislim, da je pogumno včasih tudi kaj veliko manj manifestnega. Morda kako sprejmemo kritiko, če jo znamo, kako v bistvu skrbimo za bolne prijatelje, morda kako organiziramo hrano za brezdomce v času covida. Skratka, zelo veliko nekih dejanj poguma je tisto, kar v končni fazi gradi to kolektivno strukturo nekega pogumnega družbenega gibanja. In jaz mislim, da je zelo pomembno vlagati v te strukture vzajemne pomoči, ki gradijo pogum skupnosti kot take, mimo države. Zaradi tega, ker država kot takšna pač nikoli ne more zares ustvarjati pogojev opolnomočenja posameznika, ker ji to pač ni v interesu, še manj pa je v interesu ustvarjati pogoje pač kolektivnega opolnomočenja nekih skupnosti, ker to pomeni, da ta skupnost začne dejansko dvomiti v vnaprej dane razredne strukture, ki seveda pač v bistvu v neki poziciji moči ohranja zgolj peščico, medtem ko vsi ostali nekako izgubljamo. Jaz mislim, da za konec tega uvodnega predavanja bi pač postavila eno mogoče paradoksalno tezo, ampak zdi se mi, da je ključno, da se seveda v časih, ko smo že od 26. aprila pa še kakšen teden več v eni najdlje trajajočih v bistvu protestniških mobilizacij, ko se zdi, da celoten svet v bistvu gre v nek tak globalni obrat v neofašizem, ki se mu več kot očitno ne bomo izognili in se mu ne moremo izogibati tudi v Sloveniji, da je pač zelo pomembno, kaj lahko kot posamezniki naredimo za gradnjo tega kolektivnega poguma in skupnosti v uporu. Jaz mislim, da ključen pogoj za gradnjo kolektivnega poguma je v končni fazi to, paradoksalno glede na to vse, kaj sem prej povedala, da tvegamo, da ko se upremo kot posamezniki, morda v tem boju lahko ostanemo sami. Sami samo zato, da v bistvu omogočimo neko radikalno dejanje, ki dejansko kaže na to, da smo kot kolektivno telo dejansko lahko uporni, da smo lahko pogumni. In jaz mislim, da če želimo graditi drugačen svet, je dejansko tovrstna aktivacija nujen predpogoj za kakršnokoli spremembo. Ampak potem bi mogoče za konec vseeno rekla to, da pogum zame ni nekakšna tekma v tem, kdo bo bolj herojsko umrl, ampak v bistvu
nek skupnostni napor v zamišljanju tega, kako lahko vsi živimo boljše. Hvala. Zdaj imam jaz tudi ful vprašanj in istočnic. Ampak bi mogoče na začetku vprašal iz tega izvajanja množičnega poguma ali pa recimo kontekstualnega poguma, ki gre naproti neki ideji velikega posameznika ali pa velikih mož na tak način. Se mi zdi, da je pogum vseeno zgodovinsko iz različnih tradicij neka maskulina vrednota in je tudi spolno označen, oziroma recimo različna spolno označena telesa se različno kontekstualizira. Bi kaj povedali o spolu in pogumu? Ja, jaz se zagotovo strinjam. Jaz mislim, da se pogum ful velikokrat enači z konceptom mačizma in da pač, ko govorimo o pogumu, imamo, kot rečeno, v glavah pač ta popolnoma sposobna telesa, ki so v odlični formi, ki so lahko konfrontacijska, ki v bistvu pač so neki superheroji, ninje in tako naprej. Ali pa imamo v bistvu ta basic survival, kako bi rekla, ta osnovni gon po preživetju, ki dela ljudi pogumne. Pač, da ljudje lahko plezajo čez zidove, da lahko skačejo iz mostov in tako naprej. Jaz mislim, da je zelo pomembno pisati drugačne naracije od tega, kaj pogum je. In zaradi tega sem tudi prej omenila, da se mi zdi, da pogum ni vedno samo militantna konfrontacija, ampak je včasih samo to, da obstajaš, da nisi tiho, da v bistvu si najdeš pač ljudi, s katerimi si lahko pogumen skupaj, v resnici veliko bolj pogumna gesta, kot se iti steps s nekom. Čeprav tudi to je zagotovo pač velikokrat zelo pomembno. Ampak recimo, če pogledamo neka družbena gibanja, ki so meni osebno izjemno inspirativna, se mi zdi, da se vedno oziram recimo k strukturam, ne vem, če gremo samo čez par stvari. V zadnjem času ste mogoče slišali za te portlandske mame, ki so v bistvu se v točki, ko je policija več tednov zapored pretepala, aretirala, ugrabljala, maltretirala in mučila pač mlade ali pa manj mlade anarhiste in ostale pač ljudi, ki so bili na ulici, so v bistvu se mame, ki pač tudi niso bile dejansko vse samo mame teh ljudi, ampak pač recimo so bile neke ženske strukture, so se postavile v prve vrste, zdržale v bistvu vse napade policije in pač poskušale emancipirati tudi svojo žensko moč. Jaz mislim, da če pogledamo recimo staroselske skupnosti, kjer je izjemno veliko primerov tudi tega, kako se tako trans osebe kot pač ženske recimo aktivirajo, delajo samozaščitne bloke, v bistvu združujejo skupaj ravno zaradi tega, da so lahko močnejše, vidnejše, pogumnejše. Se mi zdi, da so to pač zelo pomembne strukture, ki dejansko dajo moč. Predvsem pa se mi zdi, da je treba, tako kot sem že rekla, prej dekolonizirati pač zgodovino. Mislim, tudi v zgodovini imamo izjemno veliko pogumnih kolektivnih ženskih dejanj pač po celem svetu. Od Indije, ki je bila zelo znana potem, da se je proti alkoholu kot temeljnemu uničevalcu recimo staroselskih skupnosti pač so se borile predvsem ženske. V bistvu pač ta emancipacija od nekih patriarhalnih odnosov, ki zahteva včasih morda celo večji pogum kot iti na ulico in biti del konfrontacijskega gibanja, je pač vedno šla z roko v roki v bistvu z nekimi temeljnimi družbenimi spremembami. In jaz mislim, da samo to vrstna gradnja poguma v čisto vseh točkah življenja, tam, kjer ljubimo, tam, kjer živimo, tam, kjer študiramo, tam, kjer delamo in ja, tudi tam, kjer se na ulici borimo, kot neki najbolj manifestativni obliki v bistvu teh bojev in izražanja poguma, je pač potrebno imeti zelo različne leče, skozi katere gledamo na to, kaj je tisto, kar je v končni fazi zares pogumno. Meni se samo zdi, da je pač pogum neka moška fantazma, bolj kot je ženska fantazma. Zato, ker obstaja tudi nekaj, kar je v bistvu potencialnost poguma. To se pravi, da gre za neko potencialno situacijo, v kateri bi ti lahko bil boljši od samega sebe, bi presegel svoj ego in potem še koga zraven vodil v to. In gre za neko fantazmo, ki mogoče sploh nima nobene veze z realnostjo, samo z neko projekcijo, da fantki mogoče morajo tako misliti, medtem ko se puncam tega ne pripisuje. Čeprav po mojih izkušnjah, ne pa po teh primerih, ki jih je Tjaša povedala, ravno ta
da je neka ranljiva skupina, v bistvu a priori nepogumnih naredi neko pogumno dejanje, v bistvu to dejanje dvojno potencirane. To se pravi, da je moč v ranljivosti, moč je v biti šibek in ampak seveda v exposure tega, v ekspoziciji vseh teh ranljivosti. Ne. Moškim seveda, jaz mislim, da so nam moški, če lahko sem zdaj malo provokativna, da so moški na ta način bogi, ne. Zaradi tega, ker morajo zadostiti te fantazme, ne. Mislim, jaz se vedno spomnim, da se včasih pogovarjamo o tem, kaj bi bilo, pa če bi živel v srednjem veku, ali pa recimo, če bi živel, pa bi se tepel med Rimljani, ja, bi se tepel, pa bi nosil šlem, pa bi pa padel, pa bi si zlomil nogo. Mislim, tako se pač ta zgodba ponovadi konča, ne. Medtem, ker ženske se mi zdi, da te fantazme nimamo, ne. Recimo, kaj je Tjaša tudi dala ene par istočnic, bi jaz tudi svojo osebno izkušnjo. Recimo, jaz študiram pa živim v Združenih državah trenutno in sem bil tudi tam, ko se je začel in nadaljeval Black Lives Matter protesti in vse, kar je temu sledil. No? Ampak recimo tudi mi je zanimivo, recimo ena linija diskurza znotraj protestov je bila definitivno, dejte recimo telesno bolj sposobni, beli, moški in tako naprej. Dejte se postaviti v prve vrste, postaviti svoje telo v zaščito bolj ranljivim telesom. In tukaj tudi, kot si Katarina podala, ta fight and flight reakcija, ki je treba nekako se pravzaprav iztrenirati, postaviti naproti temu strahu, da vzpostaviš nek pogum, da v tej solidarizaciji veš, da si mogoče ti manj ranljiv in se moraš postaviti. Ampak po drugi strani pa tudi ena druga, recimo, manifestacija poguma v tej skrbi, v tej kolektivnosti. Recimo, to je, meni je bilo ena bolj navdihujočih stvari na teh masivnih protestih, recimo v Filadelfiji, sem bil, in so recimo ljudje prinesli maske, prinesli razkužila, nosili hrano, vodo. Tudi živim v zahodni Filadelfiji, ki je bolj tudi tradicionalno črnsko območje in kjer je tudi veliko anarhističnih skupin. In se samo tam sprehajaš po okolici in je ogromno kolektivov, ki mešajo te z mlekom in vodo za pomoč tistim, ki so bili pošpricani z solzivcem in tako naprej. Tako da mislim, da s to množico bi mogoče še kaj rad slišal, kako je s tem. Ker pravzaprav je, po drugi strani pa tudi, ne vem, se je na enem izmed protestov valila množica ljudi čez avtocesto, so zaprli avtocesto tam, potem pa je prišla policija in z vodnim topom streljala solzivec. Tako da ni, recimo, toliko manjše ranljivosti hkrati v množici. Ja. Kaj o skrbi in kolektivnosti in skupnosti. Ja, mogoče bom jaz nadaljevala tam, kjer si v bistvu ti začel, ali pa šla še en korak nazaj. Zdaj v bistvu letos poletje je minilo 6 let, odkar je policija v Fergusonu zraven St. Louisa v ZDA ubila Mikea Browna, neoboroženega temnopoltega človeka. To je bilo preden se je začel Black Lives Matter, ampak je bil pa to eden izmed prvih večjih rajotov po 90-ih, v bistvu po ubitju temnopoltega moškega strani policije. Ne. Jaz sem bila takrat v ZDA in se spomnim, da kmalu potem in je takrat bilo veliko govora ravno o tem. Ne. Po eni strani v bistvu je to neko obdobje bilo, ko so vprašanje identitete znotraj družbenih gibanj postajala izjemno pomembna in kjer se je veliko govorilo takrat o tem, da bela telesa in beli obrazi se morajo umakniti nazaj, zaradi tega, ker je potrebno dati prostor v bistvu temnopoltim vsem tistim, ki mi je v tej družbi odvzeti glasa. Ne. In ljudje so reagirali zelo različno na te. Takrat je številna družbena gibanja, ki morda niso temnopolta, so se bolj prelevila v gradnjo teh nekih strukturnih pogojev
tujinov, recimo, ki omogočajo tudi pogum nekih drugih, se pravi infrastruktura, ki si jih ti omenjal. Medtem, ko meni je bilo zelo zanimivo, ker sem takrat nastopala za anarhističnim kolektivom v Arizoni, ki je v bistvu staroselski kolektiv iz enega izmed tamkajšnjih rezervatov, in so napisali eno zelo zanimiv tekst, ki se imenuje Accomplices not Allies, zaradi tega, ker so v bistvu trdili, da se kot anarhisti pač tam borijo proti zelo številnim v bistvu sekcionalnostim zatiranja. Po eni strani se borijo proti beli prevladi, ki pač vlada v ameriški družbi, po drugi strani se borijo proti državi, ki pač je z policijskimi mejnimi patruljami razsekala njihov staroselski teritorij v dve države, Mehiko in ZDA. Potem se borijo proti milicam in fašizmu, ki ga imajo okoliški beli prebivalci v relaciji do staroselskega rezervata, in potem se borijo v bistvu proti kapitalu, ki poskuša pač njihovo Sveto goro zminirati zaradi nekega velikega infrastrukturnega projekta, in omenili so še, da se borijo hkrati tudi proti lastnim zatiralskim, hierarhičnim, avtoritarnim strukturam znotraj rezervata, ki v bistvu pač po neki razredni strukturi prav tako ustvarjajo neke neenakosti znotraj skupnosti. In v bistvu njihovo vprašanje je bilo, mislite, da, dragi beli tovariši, mislite, da imamo mi res čas, da še vam govorimo in vas držimo za roke, v bistvu, kako se morate vi upirati in kako nam najbolj lahko pomagate. In njihova teza je bila, da če se uspemo vsi v bistvu organizirati po katerikoli že lastnih strukturah, in se potem najdete na ulici, se najdete v boju, da na tak način lahko naredimo največ, da dejansko zlomimo vse zatiralske strukture v tej družbi. In jaz mislim, da je to še vedno v bistvu najboljša teza in najboljši odgovor, ki sem ga slišala na te dileme. In zdi se mi tako, absolutno kolektivnost po moje ne pomeni zmage, ampak jaz mislim, da ko pride do družbenih gibanj, je zmaga nekaj, kar zelo težko merimo v nekih konkretnih točkah. Torej, vrgli smo vlado Janeza Janše, torej smo zmagali, in če jo nismo vrgli, potem smo izgubili. Ukinili smo policijo, torej smo zmagali, ne bo več nobenega rasističnega uboja, če nismo, smo izgubili. Jaz mislim, da v resnici, če pogledamo v države okrog Slovenije, recimo Madžarsko, Srbijo, Hrvaško, Poljsko, Češko, Slovaško, kjer so v zadnjih letih uspeli avtoritarni režimi, vidimo, da kjerkoli v bistvu ni bilo močnega družbenega gibanja, so imeli ti avtoritarni režimi prosto pot potem, da so uvedeli v bistvu neofašistične politike. V vseh državah, kot so recimo Grčija, Čile, Španija, Italija, kjer so družbena gibanja močna, te možnosti niso imeli. Ne pravim, da niso poskušali, ne pravim, da niso deloma uspeli, ampak zagotovo jim je bilo bistveno težje. In jaz zaradi tega mislim, da pač je potrebno vlagati v kolektivnost družbenega upora, zaradi tega, ker je to v bistvu edini garant proti avtoritarnosti, ki se pač veča v družbi. To ne pomeni, da ne bomo v zaporih, to ne pomeni, da ne bomo izgubljali življenj, zdravja, da ne bomo dihali solzivca in da ne bomo pač pretepeni strani policije. Ampak mislim, da imamo veliko večje šanse, da zmagamo, tako v tej zelo dolgoročni perspektivi, če to počnemo, kot pa če enostavno se umaknemo v ta privatna življenja in se pretvarjamo, da lahko še naprej vzdržujemo iluzijo, da zgodovinski kompromis z delavskim razredom ni poražen, da v bistvu ne živimo v zadnjih točkah iluzije socialne države v Evropi, kjer je jasno, da ta iluzija obstaja samo še za manjše, kako se reče v slovenščini, gated communities, za male skupnosti v resnici privilegiranih ljudi na račun vseh tistih, ki so iz tega privilegija izključeni zaradi linije državljanstva, spola, rase, razreda in tako naprej. Tako da pač jaz verjamem v kolektivni upor kot edini možen. Ja, pač iz mojih izkušenj dela v gledališču, ki je absolutno kolektivno delo in pač ponavadi brez 20 ljudi, vsaj, ki so ali na odru, ali za odrom, ali v pisarni, ne moreš nič, ne. Gre v bistvu za ustvarjanje neke začasne skupnosti, za neko začasno kolektivno skupnost s skupnim ciljem. In taka stvar ljudi zelo poveže. In recimo, ko jaz razmišljam o tem protestniškem gibanju, ki ga doživljamo zdaj, je največja vrednost prav v tej začasni skupnosti in prav v povezovanju ljudi, ki prej niso imeli stika iz različnih razlogov. In v tej atomizaciji in individualizaciji družbe, ker si ti sam za svojim HBO sprejemnikom, vse si z interneta naročiš, ti ni treba imeti več nobenega stika, se tukaj zgodi bazičen stik
in bazičen konflikt. In razreševanje tega konflikta znotraj, recimo, uporniške skupnosti. In se mi zdi, da je to največja vrednost, če že moramo ocenjevati, kaj je zmaga, ali pa kaj pride iz tega. Ampak že samo dejstvo, da smo mi lahko skupaj, neki ljudje, ki pač se prej nismo poznali, niti nismo sodelovali. In zdaj moramo v bistvu opravljati neke kompleksne operacije, pa ne fizično, ampak mentalno kompleksne operacije, ki niso samo v tem smislu, kaj bomo naredili, ampak kako bomo v bistvu to skupnost znivelirali. Kako jo bomo dali, pa ne na skupni imenovalec, ker skupni imenovalec je ponovadi, govorimo o najmanjšem skupnem imenovalcu, ampak pa na imenovalec v bistvu, jaz bom rekla eno besedo, ki mogoče ne bi smela, ampak na imenovalec neke ideologije. In to se mi zdi v bistvu pomembno. In to je velik kapital tega, če to ta beseda ni sporna. Ne? Če lahko se sam navežem na to, kar si rekla, ker se mi zdi ful pomembno, to vprašanje atomizacije in preseganje tej atomizacije. Zdi se mi, da na nek način ta ideologija zahodnega individualizma je po moje največja ovira, ki jo imamo v bistvu v gradnji v bistvu opolnomočenja skupnosti. Dokler pač ne zlomimo te ideologije kot tiste, ki je nekak modus operandi, ki je v času korone postala v bistvu zapovedana za tiste, ki pač so nosilci privilegija, da recimo lahko ostani doma, a ne? Se mi zdi, da bomo zelo težko pač mislili v bistvu pač kolektivne strukture. Tako da jaz mislim, da v resnici potrebujemo na nek način en zelo temeljen družbeni premislek v bistvu kakšnim vrednotam, če že hočemo, ali pa principom želimo v bistvu v družbi slediti. Ja, jaz pa imam samo še en odgovor tukaj, v bistvu neko tako zapažanje, ne? Ker sem si jaz recimo predstavljala ali pa fantazirala, pa kadarkoli sem razmišljala, preden sem recimo stopila v tako protestniško gibanje, s čimer pač nimam zelo veliko izkušenj, sem vedno mislila, da mora taka stvar biti zelo militantno organizirana. Ne? Ampak kar je bilo meni v veliko olajšanje ali pa veselje ali pa zadovoljstvo, je bilo neko zavedanje, da sicer gre za zelo organizirano strukturo, ampak ta struktura se vseeno odziva, ni rigidna, ampak se odziva na trenutno situacijo, da je velikrat bo odgovor na vprašanje, če moramo to narediti, bo odgovor na vprašanje po feelingu. In to je nekaj, kar je mene izjemno presenetilo, ker sem mislila, pač prišli bomo zdaj v neko militantno strukturo, v kateri bomo vedeli, kaj delamo, točno vem, kako se te stvari pa to počnejo, pa ni tako. Zato, ker ti v bistvu kontroliraš samo tisti moment, v katerem si. In zato je bilo v bistvu neka ta povratna zanka, da se odzivamo na točno to, kar je tukaj in zdaj, in ne vedno skozi intelektualističen princip, mi je bila zelo vredna. Kako pa je, recimo Tjaša, si recimo se identificirala kot aktivistka na neki, kot anarhistka. Kako je s tem, s to marginalizacijo oziroma s tem, da anarhizem kot neko družbeno gibanje, recimo za zelo dolgo zgodovino ali pa Antifa in tako naprej, se zdaj v javnem diskurzu recimo skoraj da normalizira kot nekakšna psovka. Kako je s to borbo proti atomizaciji in proti recimo kako čim več ljudi pridobiti na pravo stran zgodovine? Jaz mislim, da je v bistvu Katarina v svojem uvodnem izvajanju čisto res najbolj odgovorila na to, zato ker vidim veliko sporednic s tem, kar si govorila pač o tem, kako kot umetnik si vedno viden kot otrok, a ne kot ta naiven del družbe. Jaz mislim, da je to v najboljšem primeru si deležen kot anarhista. Ne? Se pravi, nihče te zares ne jemlje resno, zato ker pač zagovarjaš neke naivne, utopične misli, principe, strukture delovanja. Skratka, vsi te na nek pokroviteljski način odpravijo, češ
Aha, ne, kot da je anarhizem pač nekaj, kar v bistvu mogoče lahko pač furaš tam nekje v punk srednji šoli, ampak potem je pa pač vse skupaj že malo smešno, ker je pač treba odrasti in se pač ukvarjati z resnimi temami v življenju in resnimi načinom odraslega bivanja. Zdaj, jaz mislim, da anarhizem je v resnici, absolutno je gibanje, absolutno je ideologija, absolutno ima svojo zgodovino, ampak meni je anarhizem predvsem orodje boja. Način povezovanja pač z podobno mislečimi, en arzenal v bistvu pač zanimivih metodologij upiranja in tudi gradnje tovariških odnosov, ki lahko prečijo v bistvu vse razdiralne elemente v tej družbi, ki poskušajo pač vzdrževati to atomizirano podobo sodobnega sveta, ki onemogoča v bistvu kolektivne strukture upora oziroma prek tega seveda kakršnekoli strukture. In v tem smislu se mi zdi, da je po eni strani mi je včasih zabavno, ko tudi recimo ne vem, v Sloveniji je pač nek organiziran anarhizem v resnici prisoten že vsaj od leta 98, pa predtem seveda tudi Metelkove in zasedbe ne moramo misliti brez tega, pa seveda so bili pač poskusi tudi že v preteklosti in se mi zdi, da mi je včasih zabavno, ko strani istih ljudi, ki nas srečujejo pač že leta, če ne desetletja na teh istih ulicah, hitro pač vidiš, kako v bistvu diskurs oblasti, ki pač poskuša ljudi deliti na nasilne, nenasilne, na dobre, na slabe protestnike in tako naprej, kako enostavno je v bistvu ljudem nasest, da verjamejo v fantazmo anarhizma namesto v konkretne tovariše in svoje lastne zgodovinske izkušnje. In verjetno pač je to delo tudi anarhizma, da pač poskuša normalizirati in če že ne popularizirati, pa saj mogoče razložiti svoje strukture delovanja, upora in tako naprej. Ampak zdi se mi, da je v resnici to tudi naloga vsakega posameznika, da pač prepozna, kdaj je posvarjen strani recimo Janeza Janše, ki je pač veliko tvitov o anarhistih in o antifajovcih v zadnjih mesecih kot pač ultimativnemu zlu, ki je pač prišlo seveda iz tujine, ker vse slabo je pač vedno tam nekje zunaj in nikoli v sržu slovenstva. Skratka, kdaj, mislim, če se upirajo v bistvu proti politikam recimo Janeza Janše ali pa desničarskih struktur in tako naprej, mogoče lahko tudi z malo rezerve poskušajo sprejeti to demonizacijo v bistvu neke politične misli, s katero imajo v resnici kar precej izkušenj in pač prepoznati te oblastniške mehanizme, ki seveda poskušajo, in jaz mislim, da je to zelo nevarno, vedno odrezati najbolj radikalen del v bistvu vsakega protestniškega gibanja. V resnici v obe smeri. Vsaka desnica, celo Janez Janša, se bo odpovedal neonacizmu kot svoji radikalni obliki. In seveda, nažalost, se bojo številni liberalno misleči ljudje poskušali odpovedati neki militantni formi antifašizma ali pa metodologiji antifašizma ali pa celo anarhizma. Ampak jaz mislim, da je to v resnici največja nevarnost, zaradi tega, ker če se moramo srečati na sredini, to pomeni, da vedno sprejmemo kompromis v bistvu z najbolj utopičnimi idejami in najbolj utopičnimi željami, potrebami in strastmi, ki jih imamo po družbeni spremembi. In se mi zdi, da samo v bistvu z ohranjanjem in zavedanjem in artikulacijo pač radikalnih praks in militantnih metodologij upora v resnici, tudi če jih ne podpiramo, tudi če se ne strinjamo, se mi zdi zelo pomembno, da jih poskušamo zadržati in da razumemo, da vsaka protestniška struktura, še posebej taka, kot se nam dogaja recimo zdaj v zadnjih mesecih, je vedno izjemno raznolika po svojem izrazu, po svoji obliki, po svoji metodologiji in če ohranja v bistvu to, kar se v angleščini reče diversity of tactics, danes mi očitno malo zmanjkuje teh slovenskih izrazov, raznovrstnost taktik recimo. To protestniško gibanje v resnici dela močnejše, zaradi tega, ker je manj podredljivo, manj predvidljivo, težje se je z njim pogajati in to pomeni, da ima pač daljšo življenjsko dobo. Potem je pa mogoče samo še, da se vrnemo na koncu, preden predamo besedo občinstvu, na umetnost. Relacija umetnost in protest mogoče. Protest kot performance in
politično udejstvovanje kot nekaj, kar tudi ni izvedljivo na umetniški performance. Recimo, Katarina, prej si omenjala to dvojno vlogo in to je ena stvar, recimo subjekt, kot se pojavljaš v javnosti z svojimi identitetami, ampak na drugi strani tudi, recimo, se je dalo prebrati veliko o protestnih petkovskih shodih, kot karneval, kot žurka, kot ne vem kaj, nekaj, kamor greš in se imaš dober. In po drugi strani, ker tudi recimo veliko ljudi iz slovenske kulturne scene sodeluje pri tem, kot recimo en omejen boj in ne recimo splošen protest. Kakšna je vloga umetnosti torej znotraj protesta in zunaj njega? Jaz nimam pojma. Mislim, tako vprašanje si postavil, mislim, da bi mogli zdaj z eno besedo odgovoriti na vsa bistvena vprašanja, ki so tukaj. Mislim, ne vem, ampak jaz lahko govorim samo iz svojega stališča. Meni, kadar gre preveč v karnevalizacijo ali pa gre preveč v neka simbolna dejanja, me to moti. Zato, ker se mi zdi, da protest mora biti nekaj, kar je direktna konfrontacija, kar so parole, kar je v bistvu gre za dejansko konfrontacijo. Ampak moram pa reči, da pa vidim iz umetniškega stališča dobro narejen koncept protesta, potem izjemno uživam. Tako da v bistvu malo sem v kontradikciji sama s sabo. In tudi mislim, da ne obstaja neka formula. To pa to, kar sem prej govorila, da ne moramo zdaj reči, protesti morajo biti taki, pa taki, pa taki, da ne bodo preveč vključevali umetnosti, a pa da ne bodo premalo vključevali, to se pravi, da mi vemo, kaj to je. V bistvu dejansko ne vemo. Mislim, da se dejansko skozi išče najbolj točen izraz ali pa najbolj točna reakcija. Zdaj ta reakcija je lahko bolj radikalna, pa bolj umetniška, kar v bistvu prav pride. In tukaj na nek način so protesti podobni umetnosti, ker če imaš jasen statement, potem uporabiš vse, s čimer lahko ta statement poveš. In tukaj se uporablja od krst do parol. Tako da jaz mislim, da ni neke, s tem reče, da ni odgovora na to. Ok, pol pa tamle Alma drži razkužen mikrofon in... Živo, hvala za vajne izvajanje. Nekaj smo se privat pogovarjali, ampak se mi je zastavilo eno vprašanje v samem sklopu poguma, če čistko mogoče vse tri misli na to, če obstaja pogum, pa je nasproti strah, kaj potem nasproti oportunizma, če to ni pogum. Namreč moje razmišljanje je, da velikokrat strah je prisoten, se pravi ta pogum, včasih ga je težko imeti ta pogum danes, v današnji družbi, delovati, biti, si upati, mogoče se izpostaviti ravno zaradi velikih, nekega recimo rizika, čisto kar se tiče privatnega življenja ali pa službe in tako naprej. Ampak jaz mislim, da danes, to je en del, to je nek procent. Zdaj mene pa ful zanima ta nek drug procent, ki pa v bistvu sploh ne gre za strah in pogum, ampak je mogoče neaktivnost, to, kar skozi govorimo, da je ta pogum, da stopiš in nekaj narediš, je pa zelo zavestno, ni strah, ampak je ravno to. Ne vem, trenutno ni moja družbena struktura na udaru, zato še ne rabim, tako kot si že Tjaša govorila, čist malo me to zanima, kaj je pol, če je strah, pogum, sta nasprotja, kaj je potem tukaj. Hvala. Lahko jaz odgovorim na to. Jaz mislim, da ni na drugi strani, je na drugi strani oportunizem, ampak kot jaz vidim zdaj te stvari tega našega majčkenega oporčka, je, da je na drugi strani v bistvu slaba vest. Zaradi tega, ker pri zelo veliko ljudeh, ki so del naše širše kolektivne scene,
pa ki se niso pridružili uporniškemu gibanju. In dalj ko to uporniško gibanje raste in dalj ko ima to uporniško gibanje si dobiva legitimiteto in si gradi legitimiteto in jo ima, bolj imajo ljudje, ki niso aktivno soudeleženi, slabo vest. In zdaj na to svojo slabo vest neudejstvovanja reagirajo na različne načine. En zelo najslabši način je ta, da so izredno negativni do protestov. Ne? Ali pa potem se počasi priključujejo, ali pa kritizirajo, ali pa niso nam všeč vse zahteve, zato sploh ne bom šel zraven. Ali pa, ne vem, niso nam bile všeč lutke, pa ne bom šel zraven. Se pa vsaka stvar je prepreka, da bi se ti temu pridružil in jaz to doživljam kot dejanje slabe vesti. Mogoče je to stvar nacionalne psihologije. Mogoče je. Druga stvar tega oportunizma je pa, se mi zdi, da je pa stvar dejanskega rizika, ne? Ker se spomnim enega primera, ko smo, ne vem, v katerem zdaj tem tednu iskali nekega govorca. In zdaj, za govorca je bilo to precej riskantno, ne? In se prav spomnim pogovora, ko smo rekli, da je boljš, da nekdo govori, ki ima skupnost že za sabo, pa zdaj ne govorim o medijski prezenci, ampak o nekom, ki ima milje, ki ga ščiti. Ali je to družinski, ne. Ali je to poklicni milje, ali je to prijateljski milje, kakršenkoli milje, ki mu daje po tem dejanju neko legitimiteto. In vem, da je bilo takrat prvo vprašanje, kako nekoga, ki želi sodelovati prav v tem dejanju, pa tega kapitala nima, ne? Da bi ga potem ta, v bistvu ta kapital, napačna beseda, ampak da bi ga ta zaklad ali pa to bogatstvo, ki ga ima, da bi ga zaščitil, da je mogoče boljš, da gibanje tega človeka za zdaj zaščiti. Ne, da se ne bi slučajno na tega človeka potem spravili. Tako da oportunizem gre v obe smeri. Vem pa, kaj si mislil, da bo nekdo izkoristil ta protest. Ampak, mislim, če ga bo izkoristil, se bo na konci tako izkazalo to. In zdaj pač slej ko prej jaz si želim, da bi ga pač potem tega človeka ali pa to človekinjo pač zgodovina izplunila kot neko tako previčniško akcijo. Jaz v bistvu zelo strinjam z vsem, kar je Katarina povedala. Mogoče bi samo dodala to, da znotraj marksistične misli recimo, ne, je ta konceptualizacija popolnega radikalnega subjekta v uporu bila vedno zelo čista. Ne. Ta subjekt mora biti čist. Se pravi, razred, delavski razred se bo pač upiral in bo pač emancipiran subjekt. Ne. Ali pa, ne vem, migranti, ali pa feministke, ali pa LGBTQ community. Ne. In seveda pač to v realnosti se nikoli ne zgodi, zaradi tega, ker potem je vsak delavski razred tudi malo šovinističen, pa mora s tem upravljati, pa v bistvu vsak subjekt čisto zares nosi vseb, ne glede na to, pač po kateri liniji je zateran, nosi pač vseb zrcalo družbe in vseh ostalih zatiralskih elementov. Ne. In tako, ker ni popolnega revolucionarnega subjekta, jaz tudi mislim, da ni pač popolnega revolucionarnega gibanja. Pač to ne obstaja izven nas in v bistvu samo mi smo tisti, ki ga dejansko lahko gradimo. In zaradi tega v bistvu po moje tukaj ni prostora za oportunizem, kot v bistvu je Katarina, pa mislim, da tudi Primož v bistvu to naslavljala, zaradi tega, ker pač tukaj moraš iti v to situacijo. Ne? Mislim, ne moraš pač ustvarjati gibanja od strani z nekim mnenjem. Jaz zmeri pravim, da je v družbenih gibanjih prostor za vse in za vsak izraz in pač nimamo vsi enakih teles, nimamo vsi enakih družbenih situacij. Je pomembno, da se zavedamo, da pač bo upor potekal po različnih. Nekdo bo več pisal, nekdo bo več govoril, nekdo bo več delal na ulici in s tem ni nič narobe. Ne? Ampak zelo težko pa karkoli delaš pač od strani. Ne? In kritika je seveda vedno dobrodošla, ampak tovariška kritika pomeni pač veliko več kot kritika nekoga, ki v bistvu funkcionira na način, ki ga je Katarina pač opisala. Jaz tudi mislim, da kar se tiče pa pač nekega drugega oportunizma v smislu grajenja pač te protestniške kredibilnosti ali pa protestniških karier, kampanj, ne vem, kako bi to človek rekel, skratka nekaj, kar pač potem lahko izkoristiš zaradi tega, ker včasih je pač biti ne preveč militanten aktivist tudi čist full sexy, ne, pa dobro zgleda na CV-ju. Jaz mislim, da poleg tega, da zgodovina te ljudi ponavadi res izplune, včasih sicer v te herojske
tiste zgodbe, ki sem rekla na začetku, da jih je fino dekolonizirati, ampak včasih se mi zdi, da pa ljudje pač tudi niso neumni. Jaz mislim, da ljudje prepoznavajo iskrenost boja in versus ta nek oportunizem. Jaz ne vem, če je iskrenost mogoče ta antipol v bistvu tovrstnega oportunizma, ampak najbrž je. Jaz mislim, da dokler izhajamo iz svojih lastnih potreb, življenj, strasti in v končni fazi tudi situacij in izkušenj, ki jih imamo, je naš upor pač iskren in jaz mislim, da ljudje to prepoznavajo. Tako. Jaz bi tudi mogoče samo dve stvari dodal. Prvo, da ne mislim, da pogum in strah sta nujno dve nasproti ali pa protipola. Mislim, da je tako, da super, kot sta že obe govorki povedali, da je kontekstualno. Tudi sem se ravno prej pogovarjal z eno dobro prijateljico, ki je rekla, aha, s pogumom je tako, to je pol modrost, pol norost. Se mi zdi zanimiva misel. Ampak recimo iz tega bi pa rekel tudi samo še to, pa je tudi Tjaša že povedala, da se mi zdi, da ful velikrat razglabljamo v enih abstrakcijah. In da pravzaprav moramo pogledati, v kakšnem trenutku zgodovine stojimo in v kakšnih skupnostih se nahajamo, kakšne družbene silnice nas vežejo in tako naprej. Tako da jaz verjamem, da ne smemo, kategorično reči, aha, bomo pa zdaj, se iz principa ne bomo sploh ukvarjali z, recimo, volilno politiko, če je, recimo, to je dilema zdaj, recimo, v ZDA, se mi zdi z prihajajočimi volitvami, pa se recimo celotna progresivno krilo demokratske stranke strnilo za Bidenom kot predsedniškim kandidatom in se že kaže, kako je vrh demokratske stranke recimo tako je to uporabil in potem postavil recimo to celotno krilo na stran. Je vprašanje, kako kaj so prioritete in kako recimo se res v določenem momentu zaščiti največ življenj, konec koncev. Zdravo. Najprej hvala za vse povedano. Mene bi pa pravzaprav zanimalo mogoče zadnje vprašanje, ki je bilo postavljeno v kontekstu samega pogovora. Če se strinjamo, da smo bolj ali manj v družbi spektakla, kdaj protest preseže ta spektakel oziroma pričakovanja oblasti? Ker zdi se, ne vem, če se vrnemo na Ameriko, da je prav tam, pa tudi v Sloveniji, se mi zdi, da je bil občutek, da je želja oblasti pravzaprav iti v konflikt. In če se pol navežem na to drugo, kar je bilo rečeno, koliko je tudi v bistvu protest oblikovanja oziroma kaj to pol pomeni neke druge skupnosti, drugačne družbe. Težko vprašanje. Kdaj je možnost tega prevrata, možnost tega zasuka? To bi bilo mogoče njih treba vprašati, v bistvu naše oblastnike. Kaj bi bilo pa njim tumač? Ker mogoče mi smo pripravljeni veliko stvari narediti, mogoče bi pa mogli oni povedati. Mislim, ko bodo to prve 3 kocke padle ali pa ko se bodo prvih 5 ljudi zažgali, bomo pa šli. Mislim, ker je zelo težko. Vedno je seveda nasilje, zato ker je realno, ker nosi te posledice, ker nosi te posledice strahu, dejanskega riska, je vedno nekaj, kar je najbrž zelo usodno ali pa presodno ali pa odločujoče. Je pa res, da pa se je to uporniško gibanje po mojih izkušnjah ali pa po mojem mnenju bolj rečeno, se prav za nalaž ne zahteva k temu. To je neka zavestna odločitev, da se pač tega ne uporablja. Ne vem, mogoče treba pa to še enkrat razmisliti.
Jaz mislim, da to deloma je povezano s tem, kaj vidimo kot uspeh, kar smo že v bistvu naslavljali. Jaz mislim, da tako, če smo se iz ustaj 2012-2013 kaj naučili, jaz mislim, da takrat je recimo, jaz osebno sicer ne, ker pač se mi zdi, da je problem država pa kapitalizem, tako da meni padec Janeza Janše pač ni bil ta cilj, ki sem ga imela pač pred sabo kot del tistega gibanja, ampak razumem pa, da veliko ljudi je pa pač imelo ta cilj, in seveda pač se ta cilj takrat ni uresničil samo ali pa izključno zaradi močne konfrontacije na ulicah, čeprav je bila ta ključnega pomena, ampak pač zaradi tega, ker se mi zdi, da v neki skupnosti, ki je v resnici trpela globoke posledice ekonomske krize, kjer v resnici pač je pokalo pač na vseh nivojih institucionalnih, družbenih in tako naprej, kjer je ogromna količina prebivalstva bila v bistvu v uporu, kjer to ni bil ta mehurček v resnici pač nekega ljubljanskega intelektualističnega kulturniškega kroga, ampak pač je dejansko zelo veliko različnih skupnosti in segmentov bilo takrat pač v oporu. Jaz mislim, da to verjetno je pač ta moment, ki potem flipne saj na ravni reprezentacije v bistvu pač neko družbeno situacijo. Ampak mislim, da sem takrat, pa številni ljudje smo takrat v bistvu odstop Janeza Janše razumeli ne kot zmago gibanja, ampak v bistvu kot poskus oblastniškega razreda, da žrtvuje enega zaradi tega, da ohrani privilegije vseh, njih, ne nas, kot ljudi, skratka privilegije nekega vladajočega razreda. Zaradi tega, ker v resnici je to samo omogočilo to, da se Janez Janša vrne in da vsi ostali do njega pač nadaljujejo v resnici z istimi neoliberalnimi izključujočimi politikami, ki so mogoče ideološko seveda malo bolj všečni, ampak v končni fazi ne smemo nikoli pozabiti, da žice na južni meji pač ni postavil Janez Janša, pa ne, da ga zagovarjam, mislim, da se razumemo. Jaz mislim, da Janez Janša pač je problem v smislu pač avtoritarnih politik, ki jih uvaja, in zagotovo pač njegove povezave z neonacističnim gibanjem in tako naprej so pač enako nevaren problem v tej družbi, ki ga pač je nujno naslavljati. Ampak to, kar hočem reči, je, da odgovor mora iti, nekega družbenega gibanja mora iti pač veliko dlje od tega. In v resnici mora naslavljati pač vse temeljne oblike zatiranja, ki v tej družbi vladajo. Zaradi tega, ker pač vrnitev v neko predjanšistično fazo za veliko ljudi še vedno pomeni vztrajanje v prekarnih pogojih dela, življenje v bistvu brez kakršnega koli upanja, varne nastanitve, nezmožnost v resnici pač tako resničnega življenja, ampak samo pač neko obsodbo na obstajanje in preživetje. Skratka, ta stara normalnost ponavadi za večino ljudi v resnici ne deluje. In zaradi tega jaz mislim, da kakršnokoli preseganje te družbe spektakla in vsega tega nujno pač s sabo prinaša nek temeljni razmislek in gradnjo nekih alternativnih struktur in načinov soobstajanja, ki pač misli skupnost onkraj državne strukture, onkraj obstoječega, ki misli ekonomijo onkraj neoliberalnega kapitalizma, ampak morda bolj kot neko skupnostno ekonomijo. Skratka pač, ki dejansko v bistvu že skozi proces nekega revolucionarnega gibanja, mislim, da se kot prvo drzne sploh poimenovati revolucionarno gibanje, se drzne poimenovati kot gibanje za neko temeljno družbeno spremembo in v bistvu začne graditi pač te strukture, ki že znotraj procesa odražajo cilj. Ker jaz pač ne verjamem v koncept revolucije kot pač nekega enkratnega dogodka, ki bo pač prišel, spremenil celoten svet in bo potem vse lepo in prav. Pač to je v bistvu procesualen, dolgotrajen način spreminjanja vsakodnevnega življenja in zaradi tega pač mora tudi upor biti usidran v njem. Mogoče bi jaz samo še dodal s to družbo spektakla, pa da se mi zdi, pa nisem bil tukaj večino časa trajanja protestov v Sloveniji, tako da ne morem govoriti preveč podrobno, ampak se mi zdi vseeno, da ta spektakularizacija vseeno ni cilj protestniškega gibanja nikoli bila. Mislim, potem medijska krajina in politične elite in tako naprej so to sproducirali.
Se mi pa zdi pomembno pri tem in tudi pri tem, da ni recimo čistih položajev pa idealnega subjekta, ki bo izvedel revolucije pa tako naprej, da se vedno izpostavlja najranljivejše skupine in da vsakršen političen boj se centrira na marginalne ljudi, ki recimo tudi ne dobijo glasu v tem spektaklu. Recimo zdaj z način, na katerega je ta Black Lives Matter pa George Floyd protesti so postali globalni. Povsod po svetu, mislim, ponekod so tudi se indigenizirali recimo na kakšne načine, ki niso najbolj socialno pravični, ampak po večini se mi zdi naslavljajo protesti, ki so lokalni, ki so izšli iz tega zgodovinskega trenutka, naslavljajo lokalne krize, načine, kako se recimo rasna izkoriščanja in seveda širši družbeni problemi, ki izhajajo iz tega, dogajajo v različnih državah, v različnih skupnostih. In recimo, kar sem pogrešal tukaj, je mogoče več govora o rasi kot nekem družbenem, abstraktnem orodju, diskurzu, karkoli, ki pa je lasten slovenskemu kontekstu, ki ni mogoče ta barvna shema, črni, beli, rumeni, karkoli, ampak problem rasializiranih, recimo, oziroma kako neke družbene razlike so se ustalile kot rasne razlike skozi slovenski nacionalizem in predvsem v zadnjih letih ob tem migrantskem valu. Način, kako ta rasizem je lepo bil spektakulariziran v medijih kot valeče se množice migrantov in tako naprej. Zdaj pa, ko so zaprti v centrih za tujce in v kontejnerjih in gladovno stavkajo, pa to ne dobiva osrednjega medijskega prostora. In je pomembno recimo, da tudi vsakršni boj za družbeno pravičnost centrira te probleme tudi. Jaz bi mogoče samo to dodala, da ravno v tem trenutku poteka v Postojni protest, ravno v solidarnost z migranti, ki so zaprti v koncentracijskem taborišču tam in tudi gladovno stavkajo in so pač tarča policijskega nasilja že kar nekaj časa. In se mi zdi, da kar nekaj skupin v bistvu poskuša tudi skozi to mobilizacijo pa v resnici že zelo dolg časa tudi tukaj opozarjati na te stvari, ampak se pa absolutno strinjam, da to ne korespondira v bistvu z osrednjim družbenim mestom, pa se to tukaj ni v resnici samo rasno vprašanje, tukaj tudi vedno vprašanje državljanstva. V končni fazi je bila neodvisna Slovenija utemeljena na administrativnem genocidu, nad izbrisanimi in tako naprej. In še vedno imamo vsakič nov kilometer žice na meji in tako naprej. In to vse je nekaj, kar strukturno ohranja v bistvu pač beli privilegij. Jaz tudi čestitam za tole izčrpno misel oziroma misli, ampak nekaj mi ne da miru in sicer, če se vrnem na začetek in sicer, ko je Katarina definirala oziroma kaj je zdaj ta pogum kot označevalec in če se vrnem tudi to, kar je Tjaša rekla na začetku in sicer česa se bojim in imam prvo misel vprašati neumnosti. In sicer moje vprašanje oziroma ali pa komentar je to, kako si različno interpretiramo ta pogum, recimo mi oziroma skupnost, protest in tako naprej, na drugi strani imaš pa nekega, ne vem kako se zdaj že piše, Klemen, ne vem kako, ka pravi we need you Breivik. To se pravi, ta pač post od tega pač militantnega, pač ne vem, pristaša SDS-a in tako naprej in ta sovražni diskurs. In moje vprašanje je, kako si interpretiramo pogum, to se pravi, se mi zdi, da se je sovražni diskurs pipica, kot da bi Pandorino skrinjico z vsemi temi posti in tako naprej odprl in jaz včasih se počutim nemočno, kako, ker to ni sankcionirano. To se pravi, vprašanje je bilo, kako
pač moje neko razmišljanje je po eni strani, kako institucionalizirati pogum na eni strani za velike ideje, za velike stvari, za neke velike premike, po drugi strani pa kako sankcionirati nekaj, kar si nekdo definira kot pogum in vodi v sovražni govor, ki pa se mi zdi, da nima več nobene meje. Ne? In vsakršenkoli pogum se mi zdi, da je iz druge strani nek pogum nekega, to, ko sem že prej rekla, sovražnega govora in se mi zdi tukaj, kako nastopati proti temu. Jaz tega, recimo te izjave od Breivika absolutno ne bi jemala kot pogumno izjavo, ampak bi jo jemala kot objestno izjavo. Ja, veliko je tega, ampak jaz mislim, da če moramo definirati pogum, dejansko v pogumu obstaja tudi tveganje. Ne? Pri teh ljudeh imaš občutek, pa, da vejo, da so tako zaščiteni, prav zato, ker sovražni govor ni sankcioniran, da gre samo za tekmovanje o objestnosti. Da gre za otroško igrico, v bistvu pljuvanja in sranja po drugih ljudeh, zato ker nihče tega ne sankcionira in da se grejo samo v bistvu, kdo bo dal plunil. In mislim, da mi to igrico, jaz to igrico prepoznavam, zato ker se prav delajo se stopničke in včasih se zdi, da sploh ni nobene, ne politične, ne emotivne, da ni nobene misli za tem, ampak gre samo za v bistvu neko tekmo. In mi pač ne smemo pristajati na to tekmovanje. Ne? Pa jaz mislim, da tudi ne smemo pristajati na to, da bo, če smo prej, tako kot je Katarina naslovila pri vprašanju oportunizma, v bistvu, ki si povzela pač to, kako odstrani v resnici ne moreš pač, mislim, da veliko ljudi pač potem reagira za to neko zavrnitvijo tega in tako naprej in čaka na ta popolni moment, ko pa pač bojo vsi pogoji izpolnjeni, da se pridružiš recimo gibanju. Ne. Jaz mislim, da na podoben način, tako kot sem jaz govorila pač proti herojstvu, tudi pri vprašanju sovražnega govora se zelo velikokrat potem zanašamo na tako imenovane neodvisne inštitucije države, ki bodo pač stvar uredile namesto nas. Ne. Jaz mislim, da gre tukaj za napačno razmišljanje. Zaradi tega, ker pač, če se zanašamo na zakon in na sodstvo kot domnevno neutralni inštituciji, ki bosta pač uredile situacije družbenega konflikta, jaz mislim, da s tem v bistvu se oropamo nekega potenciala opolnomočenja, ki ga imamo pač pri sebi in hkrati pač mislimo, da ti zakoni dejansko obstajajo lahko neutralno od pač družbenega konteksta. Jaz mislim, da ti zakoni nikoli niso pač neutralni in vedno delujejo v benefit ohranjanja privilegije peščice. Ne? In sovražni govor je dejstvo, da je pač problem. Ampak jaz mislim, da ga pač lahko zaustavimo samo tako, da imamo dovolj močne diskurze, ki v bistvu ljudi navdihujejo v to, da so principi solidarnosti, vzajemne pomoči, v bistvu nekega humanizma bolj vabljivi kot pa koncepti sovraštva, delitve, izključevanja. Če bomo pač mi ustvarjali družbeno situacijo, ki bo dejansko lahko mobilizirala ljudi v situacije upora po nekih pač principih antiautoritarnosti, solidarnosti in tako naprej, potem mislim, da bodo imeli v bistvu vsi izrazi sovražnosti veliko manj kisika. Ker bomo pa sovražni govor v bistvu opazovali, se na njim samo zgražali, pa pač bomo imeli težave. Ker v končni fazi samo mogoče to bi dodala za konec, ne vem, če ste videli, ampak v ZDA je bilo pač ravno po Breiviku pa v bistvu po kar nekaj pokolih, recimo, ki so bili pač po Facebooku predvajani v živo strani neonacistov, je bila velika kampanja potem, da je treba sovražni govor, pozivanje k nasilju in tako naprej omejiti. Zelo zanimivo je, ne, da pravzaprav tarče pač tega omejevanja pa po nekem čudežu niso bili neonacistične strukture, ampak anarhistične strukture. Večina anarhističnih Facebook pageov je bila v tem tednu oziroma v prejšnjem tednu pač ukinjena strani Facebooka. Ne. In jaz mislim, da to se nam zgodi takrat, ko v bistvu pač se zanašamo na to, da bo namesto v bistvu pač gradnje neke moči, kontramoči od spodaj, kjer imamo mi agency, kadar ta agency damo v bistvu neke kapitalistični ali pa državni strukturi, pač mislim, da potem v bistvu samo zapiramo kisik za družbena gibanja, neke solidarnosti in ga odpiramo v bistvu za družbena gibanja sovraštva. Pa meni se tudi zdi, da pač ta internetna platforma je tukaj pač ima velik, kako se temu reče, priliva tlele zelo velik olja na ta ogenj.
In nekaj je še, kar tudi daje zelo veliko kisika temu ognju, in to je anonimnost. Ne? Čeprav po drugi strani imaš pa velike politične face, ki si pa tudi vse dovolijo. Ne? Ampak s tem primerom, ne, s to spodbudo, potem tudi ves anonimen drag ven prihaja. Ne? Če bi se vsak mogel z imenom in priimkom na internetu podpisati, da govori take bedarije, jaz mislim, da bi bilo takoj pol tega manj. Takoj. Želim si, želim si. Če ni več vprašanj, bomo pa zaključili. In nadaljevali pogovor brez mikrofonov, morda. Vabljeni tudi na instalacijo in na druge stvari in se še vidimo. Hvala za prisotnost. Ja. Jaz bi se samo rada zahvalila Lej Kukovičič.